Lepo pozdravljeni, sem Martina in tokrat je ob meni mlada umetnica Melanie Jurko, ki se predstavlja z novo Webnox razstavo Neimenovano. Zdravo, Melanie. Zdravo. Najprej ti čestitam in se ti zahvaljujem, da si želela sodelovati z mano. Moram reči, da so me tvoja dela zelo navdihnila. Torej, naslov je Neimenovano. Ali bi želela mogoče malo povedati o tem, zakaj ravno Neimenovano, kaj je bil povod za... Ja, v bistvu hvala najprej za predstavitev. Pa Neimenovano v bistvu izvira iz motiva, torej te figure, ki nimajo obrazov. Se mi zdi, da se nekako lažje osredotočiš na ta telesa, ki pripovedujejo neko svojo zgodbo, brez tega, da bi obrazi pri tem te odvračali od bistva. In v bistvu si lahko vsak nekako sam razlaga, kaj to za njega pomeni, se mogoče sam lahko najde v tem vsak, ja, zato. Ja, torej, da lahko povemo še gledalcem, torej Melanie riše in slika telesa, predvsem ženska telesa. Zdaj pa tukaj je ena zelo velika motivika tudi za tem in tudi kritika družbe, ne. Torej, na primer, kritizira s tem tudi socialna omrežja. Torej, pomembno je, da poudarim, da njena telesa niso objekt, temveč so objekt, saj teles ne objektivizira, kar je zelo trenutno visoko oziroma zelo v socialnih medijih zelo izraženo. Torej, objektivizacija ženskega telesa in tudi lepotni standardi, ki so v bistvu zelo močno prežijo na mlade in tudi malo starejše ženske, če lahko tako rečem. In zakaj ti ravno ta tema toliko pomeni? Kaj si misliš v bistvu o tej objektivizaciji in lepotnih standardih, ki se ponavljajo s socialnimi omrežji? Ja, v bistvu nekdo, ki bi prvič videl te slike, bi lahko si mislil, da tudi jaz objektiviziram na nek način, ampak tako si povedala, to sploh ni res. V bistvu, ja, to je danes res prisotno med nami in se mi zdi, da ko smo odraščali, smo že videli, kako je bilo vedno bolj prisotno to s pojavom socialnih omrežij, tudi morda s kakšne osebne izkušnje iz mojih prijateljic. In ja, zdi se mi pomembno izpostavljati skozi umetnost tudi neke take vprašanja oziroma neke teme, ki ti dajo misliti malo. Ja, se strinjam in to je res zelo pereč problem trenutno, ne, ker ni navsezadnje samo neka lepotni standardi in ideali, ampak temveč tudi gre za manipuliranje realnosti, ne, z raznimi filtri, photoshopi, ki potem postavlja na ogled dejansko telesa, ki niso realistična, ne. Ja, zato ravno ne slikam realistično, so telesa malo abstrahirana, ker je tako v bistvu tudi v realnem življenju. Noben ni popoln, kar vidimo na socialnih omrežjih, je samo v bistvu neka prevara, lahko rečem. Ja, dejansko je prevara in totalna laž in ravno to, ne, tudi tvoj stil, ne. Telesa niso na primer hiperrealistično naslikana ali narisana. Niso simetrična, niso popolna. Ravno to so malenkost abstrahirana in res doda potem to neko noto. Zdaj, ravnokar si zaključila srednjo šolo in sedaj v kratkem greš študirati na arhitekturo. Torej, zakaj arhitektura? Ja, rekla bi, da še vedno nekako spodbuja to mojo ustvarjalnost, kreativnost, vseeno pa mi predstavlja neki izziv. Rada pa bi slikanje še vedno ohranila kot hobi. Se mi zdi, da raje slikam po navdihu, kot da bi bila to primorana delati vsak dan. Tako da ja, nekako se združujeta znanost in umetnost in ja, po moje bo zanimivo. Se že veselim. Ti želim ogromno uspeha na študiju, tudi v imenu celotne galerije Medianox in MKC-ja. Zdaj pa bi imela še eno vprašanje o tebi. Kaj pa meniš o umetniški sceni, na primer tu predvsem v Mariboru, in ali se ti zdi, da imate mladi dovolj priložnosti, da se predstavite? Ja, zdi se mi, da zadnja leta, koliko spremljam, da se v Mariboru dejansko ogromno dogaja. Tudi
to je ena dobra stran socialnih omrežij, da prav preko tega izveš za razne dogodke, se hitro povežeš lahko z ljudmi, tako zdaj to recimo. Je pa res, da primanjkuje interesa pri mladih, ne samo pri mladih, tudi starejših. Se mi zdi, da se ne podpira dovolj to v šolah, recimo tudi doma med vrstniki. Se mi zdi, da se ljudje ne zanimajo dovolj za umetnost, je preveč vsega drugega danes. V Mariboru pa rekla bi, da se kar nekaj dogaja, da se trudijo ljudje, ampak je res, da so v to vključeni samo tisti, ki so osebno pri tem soustvarjajo to. Ja, težko pa je privabiti ljudi, ki ja, jih to ne zanima morda posebej, ampak včasih, če grem, no skoraj vedno, ko si grem pogledat kako razstavo, vzamem poleg svojo kako prijateljico in skušam tudi jaz malo No, to je zelo potegniti v to. dobrodošlo in hvala Ja. ti. Zdaj pa seveda še moramo tu omeniti tvojo profesorico Natalijo Rojs Črnčec, torej tudi likovno umetnico, ki je v bistvu tudi na neki način mentorirala Melanie in je v bistvu tudi zaslužna, da je Melanie prišla na moj radar. Tako da hvala Nataliji, da nam je pomagala pri izboru perspektivnih mladih umetnic. Zahvaljujem se tebi in ti res v imenu MKC-ja, celotne ekipe Galerije Medijanov želim ogromno sreče in uspeha na nadaljnji umetniški poti, predvsem pa na študiju. Hvala. Hvala.